Tako, se pravi, tema današnjega predavanja bi bile mačke, družina mačk. V naslov vidite na vrhu. Nekako bi se osredotočil predvsem na interakcije med njimi. Bom pa razložil tudi kar nekaj čisto avtobioloških značilnosti vsake vrste. Spravo bi se selili po kontinentih. Ta pregled bo predvsem nekako poskus sinteze teh raziskav, ki smo jih v zadnjih letih izvajali po različnih delih sveta, in trenutno upravljamo te zadnje analize še v okviru enega projekta, ki se pravi Intermuc. To je en projekt, ki ga financira Slovenska agencija za raziskovalno dejavnost, RRS. In trenutno poleg teh podatkov, ki smo jih zbrali že v prejšnjih raziskavah, tudi zbiramo še podatke nove, predvsem v Sloveniji in pa v Afriki. Zdaj, na tej karti sem že prikazana naša območja raziskav. Takole s polnimi črtami sem prikazal tista mesta, kjer trenutno potekajo terenske raziskave, s temi črtkanimi so pa deli, ki smo v prejšnjih letih raziskovali, pa bomo zdaj samo nekako poskušali združiti podatke v tem projektu. Sporočim na kratko skozi. V Sloveniji smo se osredotočili na dve vrsti, na dve vrsti, ki živita tudi pri nas, to sta divja mačka in pa evrazijski ris. Na Iberskem polotoku, na Portugalskem in Španiji sta to prav tako divja mačka, vendar druga vrsta risa, ki tam živi, to je iberski ris. Potem v Afriki delamo raziskave predvsem na leopardih pa gepardih. Če gremo v Azijo, v Mongoliji, na Altaju, se osredotočamo na dve tamkajšnji vrsti, to sta snežni leopard in pa manul oziroma palasova mačka. V Indoneziji smo pa že izvedli nekaj raziskave na tigrih in pa še združbi, tam je precej bolj pestra združba, vse skupaj 5 vrst mačk. Pa kot rečeno, bom potem šel vsako od teh vrst na kratko skozi, to, da jih boste spoznali. Zdaj vabi pa čisto nekaj takih splošnih besed, kar se tiče interakcij, se pravi interakcije, to so nekako odnosi med živalmi iste vrste oziroma živali različnih vrst. Zdaj, tem interakcijam, recimo, ko gre za interakcije med risi in pa divjo mačko, temu rečemo medvrstne interakcije, medtem ko pa interakcije znotraj iste vrste, recimo ris pa ris, to jim potem ponovadi rečemo znotraj vrstne interakcije. Te raziskave teh interakcij so se dostikrat nekako izvajale ločeno, se pravi, ali si gledal znotraj vrstne interakcije, ali si gledal medvrstne interakcije. V tem projektu pa nekako poskušali to združiti in hkrati gledati v bistvu, kako posamezna žival v kakšnih interakcijah je tako z sovrstniki kot z posamezniki druge vrste. In tukaj je nekako tak teoretičen koncept, ki smo se ga zastavili, se pravi, na levi strani, levi ekstrem bi nekako bilo, kjer bi pričakovali največjo izogibanje med osebki, na desno pa največjo privlačnost. Največjo izogibanje mi v bistvu pričakujemo med osebki iste vrste in predvsem, kadar gre za isto spol, se pravi, ne vem, samec leoparda pa nek drug samec leoparda se bo poskušala zelo verjetno najbolj izogibati v prostoru in času, pa čisto zaradi tega, ker sta si v največjem tekmovanju, izkoriščate enake vire in pa hkrati tudi tekmujete za dostop do samic. Enako velja potem tudi za samice iste vrste. Potem nekako pridemo oziroma pričakujemo, da bodo interakcije med različnimi vrstami, spet pričakujemo nekako najmanj oziroma najbolj intenzivne izogibanje med osebki istega spola. Potem drugi ekstrem so pa spet znotraj vrstne interakcije, se pravi spet leopard, recimo, tukaj so pa interakcije med osebki različnih spolov, ki jo pričakujemo največjo privlačnost, iz razumljivega razloga, se pravi zaradi parjenja. In bomo imeli ponovadi v prostoru, se te vrste delijo teritorije. Ok, to je bilo splošno, kar se tiče interakcij. Zdaj pa kar prišel na mačke. To je ena izmed več družin znotraj rodu zveri. Gre ponovadi za zelo specializirane plenilce, se pravi, mačke so nekako, dostikrat jih tretiramo kot najbolj mesojede med vsemi zvermi. Najmanjši del pri njih recimo predstavlja vegetacija, razni plodovi, ki jih druge zveri bolj manj pogosto zaužijejo. Danes je v tej družini prepoznamo 41 različnih vrst po zadnji reviziji. Kar je pa zanimivo pri mačkah, to, da so si v bistvu zelo podobne.
V številnih drugih družinah so si različne vrste zelo različne med sabo, tako v ekologiji, v obnašanju, tudi kot na videz. Medtem ko imamo pri mačkah, če pogledamo, je ta neka splošna forma zelo podobna praktično med vsemi vrstami, z določenimi razlikami. Lahko so velike razlike, kar se tiče velikosti, to je nekje za faktor 200 ali pa še več. Če pogledam, najmanjša mačka je rjasta mačka, že v Aziji, tam približno 1 kilco tehta odrasla žival, pa največji, recimo lev pa tiger, so potem posamezniki tudi preko 250 kilogramov. Zelo velike razlike v velikosti, ampak ta splošna forma postaja dokaj podobna med vsemi vrstami. In tudi vedenjsko bomo videli, so si zelo primerljive, kar dela to skupino potem zelo uporabno z vidika raziskovanja določenih ekoloških oziroma evolucijskih iskanja odgovora na določenih ekološke oziroma evolucijska vprašanja. Zdaj, imamo pa seveda, kot v vsaki družini, tudi tukaj nekaj izjem. Recimo, če pogledam, kar se prehrane tiče, velika večina teh vrst se hrani ali z parkljarji, velikimi sesalci. To so večinoma tiste vrste, ki tehtajo nad 20 kilogramov, pa tam nekje. Ponovadi pri teh 20 kilogramih pride do tega preskoka, da plenilci začnejo loviti plen, ki je enako velik ali pa večji od njih. Medtem ko manjše vrste, nekje pod 15-20 kilogramov, pa večinoma plenijo živali, ki so manjši od njih, bistveno manjši od njih. Pri mačkah to večinoma so glodavci, pa razni drugi mali sesalci. Kot rečeno, poznamo pa tukšne izjeme, recimo med mačkami je ena taka zelo izstopajoča, ta ribiška progasta mačka, prav tako živi v Aziji, ki je v bistvu zelo vezana na vodne habitate in glavni vir hrane za njo so pa ribe. To je edina vrsta, ki se je specializirala za ribolov, ima recimo tudi plavalno kožico med prsti, medtem kot ostale vrste so pa usmerjene predvsem na kopenske sesalce. Potem, kar se socialnega sistema tiče, skoraj vse vrste so solitarne, bolj ali manj živijo samotarsko, ločeno življenje. Izjema je seveda samice z mladiči, dokler so te še z mamo, in pa tudi v času parjenja sta dalj časa lahko samci pa samica skupaj. No, tudi z tega vidika imamo dva posebneža, enega verjetno vsi poznate, to so levi, to je edina res socialna vrsta, ta krdela, v katerih imamo tako samice, samce kot mladiče, lahko štejejo tudi več kot 40 posameznikov, večinoma manj, kot tipično je tam nekje od 2 do 10 samic. Samice tvorijo tudi isto jedro levje družbe in pa od nekje 2 do 8 samcev plus mladiči. No, pa je pa še ena vrsta, ki je tudi v določeni meri socialna, to so gepardi. Pri gepardi bomo kasneje videli, so to samo samci, ki živijo v skupinah, večinoma so to bratje, medtem ko so samice samotarske. Ok, pa bi zdaj kar prešel na prvo raziskovalno območje, to je Slovenija. Slovenijo vsi dobro poznate, tako da ne bom posebej predstavljal. Tukaj sta dve vrsti, ki proučujemo, to je evrazijski ris, tukaj na levi, in pa divja mačka na desni, oziroma evropska divja mačka, ki so jo ločili od afriške divje mačke. Risi tehtajo tam nekje večinoma od 15 do 25 kilogramov, bo večina risov. So nekatere populacije, ki so nekoliko manjše, recimo turški risi so bistveno manjši, ampak pri nas recimo tam so večina osebkov nekje med 18 pa 25 kilogramov. Se pravi, vidimo, ti risi so ravno nad to mejo, tam nekje 20 kilogramov, ki smo prej omenil, se pravi, da že lovijo večji plen. In tudi pri nas v bistvu glavni plen risa so parkljarji, predvsem srnjad, lahko polovi tudi nekatere druge vrste, recimo pri nas od polha lahko, jelenjad, gamsa, lisico, še pa drugi vrst. Velikost teritorija oziroma domačega okoliša pri risih je nekaj 100 kvadratnih kilometrov, običajno pri samcih nekoliko večji. Socialni sistem je tipičen mačji, oba spola sta samotarska in teritorialna. Bom kasneje pa pri leopardih konkretno pogledal, kako to izgleda. V osnovi pač samci branijo svoj teritorij, ženejo drugega samce, in samice enako branijo svoj teritorij, odženejo druge samice, medtem ko se pa samec in pa samica tolerirata in ponavadi se njihove teritoriji prekrivajo. Splošno je to vrsta, ki na globalnem nivoju se tretira kot neogrožena, se pravi least concern po IUCN-u. So pa nekatere populacije, ki so pa kritično ogrožene, med takšnim recimo tudi naša dinarska populacija, kot verjetno poznate, je tukaj predvsem težava zaradi parjenja v sorodstvu,
kar se trudno poskuša v okviru enega projekta reševati. Divja mačka, bistveno manjša, odrasli živali tam nekje od 2, pa večinoma nekje do 6-7 kg, samci nekoliko težji. Vidimo bistveno manjši teritorij, domači okoliš, gostote so ponavadi tam nekje, lahko rečemo 20-krat ali pa celo več manjše, kot pravi z risom, gostote večje, teritorij pa manjše, se pravi, bistveno večja številčnost te mačke na istem prostoru. Plen je manjši plen, se pravi, je pod to mejo 20 kg, tako da lovi plen bistveno manjši od nje. To so v večjem delu Evrope, vključno Slovenijo, predvsem glodavci. Recimo v Sloveniji so predvsem gozdne miši in pa gozdna voluharica pomembna. V nekaterih delih, predvsem v južnem delu Iberskega polotoka, so pomemben plen tudi divji kunci. Kasneje je to precej pomembno. Socialni sistem identičen kot pri risu. Kar se ogroženosti tiče, tudi globalno tretirana kot neogrožena vrsta z nekaterimi populacijami, ki so pa lahko tudi kritično ogrožene. Recimo škotska populacija je ena izmed takšnih. Tudi mediteranske populacije so v kar velikem upadu v zadnjem času. No, največja težava pogosto za to vrsto je pa križanje z domačimi mačkami. Zdaj, čeprav domača mačka izvira iz druge vrste, iz afriške divje mačke, imata plodne potomci, tudi se lahko križata, in danes imamo po Evropi velike probleme, da je skoraj da ni populacije, v kateri ne bi bilo križancev. Najbolj problematična je pa ta že omenjena škotska, ki je praktično celotna populacija, samo še hibridi sestavljajo križanci. Kako smo se lotili mi raziskav med tema dvema vrstama? Prvi del je osredotočen na telemetrično spremljanje, se pravi, posamezne živali odlovimo, jih opremimo s takšnimi telemetričnimi ovratnicami, katerih je GPS, ki potem v predpisanih intervalih časovnih zajema lokacije. In kar je naša ideja, je, da imamo mi na istem območju na ovratnici tako risa kot divjo mačko, da lahko potem gledamo te njune interakcije. V okviru projekta Intermut smo nekako izkoriščali to priložnost, ki imamo trenutno v okviru enega drugega projekta, ki sporedno poteka, to je ta projekt LifeLinks, ki sem ga že prej omenil, v katerega tudi doseljujemo rise iz Karpatov, hkrati pa spremljamo tudi kar nekaj naših osebkov in nekako smo potem uporabljali te podatke, sporedno s tem pa odlavljamo sedaj tudi divje mačke, jih opremljamo s telemetričnimi ovratnicami in potem nekako ideja je tako, da imamo podatke, se pravi tudi konkretno so rumeno je gibanje enega risjega samca, tole vijolično ena samica divje mačke, rdečo en samec divje mačke in potem primerjamo, kako se gibljajo eden glede na drugega. Drugi vir podatkov za te interakcije med tema dvema vrstama predstavljajo fotopasti, se pravi avtomatske kamere, ki jih postavljamo po gozdovih. To je ena metoda, ki je zelo v uporabi po celem svetu zdaj za raziskovanje vseh mačk, ker mačke so zelo skrivno življenje, težko jih je zaznati, večinoma so nočno aktivne, tako da v naravi zelo redko vidimo in ravno zaradi tega so te avtomatske kamere izkazale kot zelo dobro orodje in odkar je uporabi ta metoda, se je naše znanje o mnogih vrstah mačk po celem svetu zelo povečalo. Zdaj, tudi ena konkretna stvar, ki nas zanima pri tem je, kako uporabljajo mesta za označevanje teritorija, za markiranje. Zato uporabljajo predvsem označevanje z vonjem ali z drgnjenjem, se pravi se s telesom oziroma z obrazom drgnejo ob določene objekte, obenem pa tudi špricajo z urinom, se pravi, to je neka taka kemično sporočilo ostalim osebkom. In kot smo že opazili na tej sliki, lahko vidite, da obe vrsti včasih uporabljata ista mesta za označevanje teritorijev, tako da zelo verjetno tudi komunicirata med sabo, kar pa zaenkrat še ni bilo dokazano. Bi se mi tudi želeli kako ugotoviti v okviru teh raziskav. Zdaj, mnogo izmed teh stvari, ki bom danes predstavljal, gre za zelo preliminarne podatke, se pravi, analize še niso zaključene, tako da moramo kakšne rezultate malo z rezervo imati. Nekatere stvari so pa tudi že zaključene in objavljene, tako da tam pa lahko tudi kaj več rečemo. Zdaj, ravno kar se tiče tega risa pa divje mačke, so analize še zelo na začetku, še vedno zbiramo podatke, tako da bodo ti rezultati zelo preliminarni. Kar smo do zdaj ugotovili je to, da vrsti definitivno sobivata, se tudi srečujeta v naravi, tukaj en tak posnetek, če opazite tule en ris v ozadju, pa ena divja mačka. To je posnetek sicer iz Romunije,
tega partnerskega projekta, ki trenutno poteka. Tako da teh srečanj zelo verjetno ni tako malo, opažamo tudi s pomočjo telemetrije. Se pa kdaj zgodi, da se ta srečanja končajo ne najlepše, predvsem za divjo mačko, ki seveda je manjša in tudi slabše odnese. Zato je en primer, recimo ene izmed divjih mačk, ki smo jo našli, ki jo je uplenil ris, en izmed teh, ki je bil upravljen z telemetrično vratnico, je bil pa ta kadaver v bistvu najden v bližini risovega plena. Ris je ujel srno in potem, očitno medtem, ko se je hranil s to srno, mimo prišla divja mačka in potem še njo uplenil, je pa ni pojedel. Kar je dokaj pogosto med plenilci, dostikrat se plenilec samo ubije drugega plenilca, s tem to zmanjša konkurenco, ga pa ne poje potem. Zdaj, v tem primeru v bistvu ne vemo čisto točno, je ta divja mačka slučajno prišla mimo, ni pač ris, ki je ravno tam se hranil, je skočil na njo in uplenil. Možno pa je, da ta divja mačka poskušala se prihraniti z ostankom risovega plena, ker v bistvu ravno v letošnjem letu smo pravili eno drugo raziskavo na divjih mačkah, ki je pokazala, v bistvu, da se zelo pogosto hranijo z ostanki ali plena drugih živali oziroma z mrhovino, ki najdejo, recimo razne truple, tukaj vidimo en kos jelenjadi, potem srnjad. En naš študent je postavljal, Damjan Južnič je postavljal povožene kadavre, v bistvu srnjadi in pelinjadi v gozdu, in predvsem tisti, ki so bile v zimskem času postavljene, smo kar na 38% teh kadavrov smo zaznali prisotnost divje mačke. V bistvu je možno, da je tudi v tem primeru, ko je ris uplenil to divjo mačko, šlo za antikleptoparazitsko vedenje. Kleptoparazitizem pomeni to, ko ena vrsta krade hrano drugi vrsti, se pravi, da je poskušal svoj plen zaščititi. Tako da lahko prihaja do takega plenja, ampak kaže pa to precej redko. Zdaj, nas je zanimalo, ali je ta nevarnost za divjo mačko tako velika, da bi se začela divja mačka risu izogibati v prostoru in času. In tukaj ravno uporabljamo te podatke iz telemetrije. Tukaj spet en primer, ta večji poligon je ena samica risa dol na Kočevskem, to sta pa dva teritorija samcev divje mačke in spet primerjamo recimo te pare med sabo, kako se izogibajo. Pri teh analizah uporabljamo en indeks, ki se mu reče koeficient socialnosti, ki nam pove, koliko sta vrsti izogibata oziroma ali se privlačita. In vrednosti tega indeksa so med -1 preko 0 do 1, pri čemer bi -1 pomenilo maksimalno izogibanje, 1 bi pomenilo maksimalno privlačnost, se pravi, sta osebka ves čas skupaj, medtem ko vrednosti okoli 0 pomenijo, da se živali gibajo neodvisno ene od druge, se pravi, niti ne izogibajo, niti se ne privlačijo. In ko smo pogledali to za teh 6 parov, ki jih imamo zaenkrat upravljenih z ovratnico, kot smo jih spremljali, smo dobili vrednost posameznih parov tam od -0,01 do 0,002. Se pravi, vse vrednosti v vseh primerih so bile tam zelo blizu ničle, kar nekaj kaže na to, da se vrsti ne izogibata v prostoru in času, se pravi, da sobivata dokaj neodvisno ena od druge, kar kaže na to, da divja mačka očitno ne dojema risa kot neko preveliko nevarnost, se pravi, vsaj do te mere, da bi se začela izogibati. Zdaj, tukaj v nadaljnjih analizah nas bo tudi zanimalo, koliko se vrste recimo izogibata oziroma imata podobno rabo habitatov. Recimo ena taka stvar, ki nas trenutno zanima, to je raziskava, ki poteka v okviru doktorata Špele Čonč, mislim, da je celo z nami danes, ki je geografinja in se je osredotočila v tej prvi fazi, v prvem članku, ki je pripravila na vrtače. Prav, vrtače so take, lahko velike, gledati za take večje odornice, par 100 metrov premera do manjše kotanje, ki jih najdemo na kraškem terenu, je razvila metodo, da s pomočjo lidar podatkov, se pravi, to je daljinsko zaznavanje površja, avtomatsko izloči te kraške depresije in potem gleda, kako se te vrste jih uporabljajo oziroma se izogibajo takim mestom. Zdaj, da tukaj malčke vemo, da imajo rade strme terene, razbit teren, skalne terene, tudi kakšne stene, tako smo nekaj predpostavljali, da bi lahko bile vsaj za določeno vrsto te vrtače zanimive. In preliminarni podatki tudi nekako kažejo v to smer. Tukaj je primerjava, sivo je označeno, koliko je v prostoru na voljo takega prostora, tukaj so vrtače,
črno je pa koliko sta uporabljala ris na levi strani oziroma divja mačka na desni strani. Zdaj, prva dva stolpa sta sama znotraj te kotanje, znotraj vrtače, desno je pa zraven še rob. In kar vidimo je pri risu, da v bistvu selektivno izbira vrtače, tako rob kot tudi samo dno dolin, medtem ko pri divji mački je slika podobno, izbira dno dolin je malo manj izrazita, oziroma neka podobna raba glede na razpoložljivost, medtem ko očitno za njo tudi ta rob teh vrtač zanimiv, kar kaže spet zelo podobno rabo prostora, ni nobenega znaka, da bi se recimo izogibali takim strukturam v prostoru. Precej drugačna zgodba je pa, ko gremo pogledati odnose med divjo mačko z drugim vrstom risa, to je iberski ris, tukaj na levi strani, zdaj desno tega značilno se ne bom ponavljal, smo že prej si pogledali z divjo mačko. No, iberski ris je precej drugačen od našega risa, je približno za polovico manjši, se pravi je že spet pod to mejo, približno 20 kg, ko smo rekli, se pravi lovi plen, ki je manjši od njega. In sicer iberski ris je izrazito specializiran plenilec divjih kuncev, ki predstavljajo tam nekje do 90% njegovega plena. Se pravi, zelo specializiran plenilec. Ima tudi bistveno manjše domače okolišče kot naš ris, tam večina ima nekje od 10 do 20 kvadratnih kilometrov, večina iberskih risov uporablja prostora. Se pravi, zdaj se pojavlja v bistveno večjih gostotah. Drugače pa socialni sistem spet praktično identičen kot pri našem risu. Je pa to vrsta, ki je bila še do nedavnega obravnavana kot kritično ogrožena, dejansko bila na robu izumrtja, tam nekje dobrih 15 let nazaj je bilo verjetno samo še okoli 100 osebkov v naravi, so potem s pomočjo vzreje v ujetništvu in izpustov v naravo uspeli bistveno izboljšati stanje populacije in rešiti pred izumrtjem. Danes imamo že preko 1000 osebkov spet, tako da je bila pa takrat dejansko najbolj ogrožena mačka na svetu. No, tukaj interakcije med obema vrstama spremljamo predvsem z avtomatskimi kamerami, enaka metoda kot enake analize bomo tudi pri nas izvedli, tako da bomo lahko videli, kakšne so razlike. Zanimalo nas bo tako sobivanje v prostoru, potem izogibanje v času, se pravi, so recimo kakšna vrsta bolj nočno aktivna, druga bolj dnevno aktivna, in po tudi v kolikšni meri se ekološke niše prekrivajo. Zdaj tukaj konkretnih rezultatov še nimam, še niso končane analize, no lahko pa že povem, da so interakcije med iberskim risom pa divjo mačko očitno bistveno bolj intenzivne. Lahko rečemo skoraj iberski ris praktično izključuje divjo mačko, tam so gostote bistveno manjše in na nekaterih območjih, kjer so v zadnjih letih recimo tudi ponovno naseljujejo risa, recimo na jugu Portugalskem, je divja mačka praktično izumrla in se sumi, da ravno zaradi tega doseljevanja iberskih risov. Bistveno drugačna situacija kot med našim evrazijskim risom pa divjo mačko, kar je zelo verjetno posledica tega, da se ekološki niši teh španskih vrst precej bolj prekrivata. Sem rekel prej, iberski ris specializiran za kunce in tam predvsem v južnih delih, v tem mediteranskem delu Iberskega polotoka, tudi divja mačka in najpomembnejši plen so kunci, kar vodi v to bolj intenzivno kompeticijo, ki je bistveno močnejša. Tako, smo zaključili z Evropo, pa bi se prestavili v Afriko. Tam izvajamo raziskave v Namibiji, in sicer v tem gorovju, ki se nahaja južno od glavnega mesta Windhoek, če Khomas Hochland, se pravi, to je nek plato, nižine so tam nekje 1800–1900 nadmorske višine, vrhovi so potem pa nekje do 2500, večinoma gre za tako odprto savano, posamezni grmičevji in posameznimi drevesi. Dve vrsti, na kateri se koncentriramo, sta leopard in pa gepard. Zdaj najprej pogledamo leoparda. Velikost je tam nekje od 20 kg, to so nekatere populacije, ki so res zelo majhne, recimo na jugu Južnoafriške republike in pa arabski leopardi, medtem ko večina leopard na našem območju, tukaj, ki mi raziskujemo, so bistveno večji, večinoma tam samice 30–40 kg, samci pa nekje od 50–70 kg. Domači okoliši zelo raznoliki, odvisno kje na svetu smo, tam, kjer gre za bolj produktivna okolja, se pravi, predvsem kakšne deževne gozdove, so lahko zelo majhni, tudi samo nekaj več kot 10 kvadratnih kilometrov, medtem ko v tem bolj savanskih, še posebej pa puščavskih predelih,
so lahko precej večji, tudi po več 100 kvadratnih kilometrov. Za leoparda je značilna taka dokaj robustna zgradba, verjetno kratke noge, lovi večinoma z zalazom oziroma čaka v zasedi in potem v nekaj skokih poskuša ujeti žival. Je pa značilno za leoparda tudi to poznate, da dostikrat shranjuje svoj plen na drevesih, to pa še posebej, kjer so prisotne te še bolj dominantne vrste, kot recimo lisasta hena ali pa lev. Socialni sistem, spet enako smo ga že videli, oba spola samotarska, teritorialna. Kar tiče rabe prostora, je vrsta vezana predvsem na hribovja, na bolj taki razgiban teren. Po IUCN je pa globalno status ima ranljive vrste. Vrne bolj po angleško. Druga vrsta gepard, precej drugačna, čeprav na videz izgleda podobno, oba sta taka pikasta, rumenkasta, ampak sama telesna zgradba precej drugačna, bistveno bolj gracilna, dejansko to so živali, ki so ustvarjene za te velike, hitre pospeške, tam tudi preko 100 kvadratnih kilometrov, in tudi način lova je bistveno drugačen. So ti dolgi šprinti, lahko tudi več kot 500 kilometrov ga zdržuje, to veliko hitrost. Velikost je dejansko dokaj podobna, tudi tam največji živalniki do 60-50 kg, po konstituciji so precej drugačni. Bistveno višji od leoparda, ampak precej bolj gracilni. Domači okoliši podobnega ranga, s tem, da so predvsem v teh bolj izrazito puščavskih predelih, kjer lahko gepard preživi, so lahko pa res ogromni, tudi par tisoč kvadratnih kilometrov. Socialni sistem je pri njih nekoliko drugačen. Sem že prej omenil, da samci tvorijo te koalicije, pogosto so predvsem bratje, ni pa nujno, lahko se tudi nesorodni samci združijo in tvorijo koalicije, medtem ko so samice pa samotarske. Sta oba teritorialna, je pa en dokaj zanimiv sistem teritorialnosti tukaj, bom kasneje malo bolj natančno opisal. Za razliko od leoparda je pa ta vrsta vezana predvsem na ravnine, se pravi, ima raje te bolj odprte ravninske habitate, čeprav lahko uporablja tudi gorata območja, enako kot recimo tudi leoparda najdemo tudi v polnih nižinah. Pa je vseeno statusu je enako ranljiva vrsta z globalnega vidika, je pa kar nekaj populacij zelo ogroženih, predvsem ta azijska podvrsta. Jaz najprej pokazal, kako situacija pri leopardu, predvsem kaj se njihovega teritorialnega sistema. Tukaj imamo precej podatkov že zbranih, da lahko je tak dober primer prikazati, kako izgleda tak tipičen mačji socialni sistem oziroma teritorialni sistem. Tukaj vidite, do zdaj smo imeli že 22 živali, vse skupaj na ovratnicah, 9 samcev, 13 samic. Domači okoliši na našem raziskovalnem območju so tukaj prikazani, so povprečje 63 kvadratnih kilometrov za samice, 287 za samce. In kar vidite med sabo je, da se te teritoriji zelo, zelo malo prekrivajo, predvsem kadar gre za samce. Tukaj na zadnjih slikah še malo boljše prikazal, sprav to so recimo primer tukaj 4 samcev. Nekaj motnje sem. Vidimo, da se med sabo zelo malo prekrivajo, mogoče med tema dvema še največ, ampak to izogibanje v prostoru še bolj izrazito, če pogledamo ta osrednja območja samo, tukaj so prikazana z rdečo, tukaj pa vidimo, da sploh ni nobenega prekrivanja več. Se pravi, ta rdeča območja, to so območja, kjer se žival zadržuje 50% svojega časa. Enako je pri samicah, se pravi, to so posamezne samice, se med sabo relativno malo prekrivajo, so teritorialne ene proti drugim, lahko je nekoliko več prekrivanja pri samicah, to so prejšnje raziskave pokazale, in to je najpogosteje v primerih, kadar so si te samice sorodne. Ponovadi tukaj za sestre ali pa recimo za mati in hčerko, recimo v tem primerih vemo, da mislim, da sta bila mati in hči, tam se potem bolj tolerirajo med sabo. Ampak tudi pri njih, recimo, če pogledamo ta srednja območja, se praktično oziroma res zelo, zelo malo pokrivajo med sabo. Nasprotno se pa samec in pa samica tolerirata. Recimo to zdaj, če pa prikrijemo, to smo imeli hkrati, tukaj smo imeli tako samice kot samice na ovratnici, vidite, to so z modro tukaj samci, z rumeno so samice, sploh na istem območju ponovadi imamo vedno vsaj po enega samca, po eno samico. Zdaj, moram se povedati, da mi tukaj nismo imeli vseh živali, ki živijo na tem območju na ovratnicah, recimo v tem območju zelo očitno nam manjka recimo ena teritorialna samica, tukaj so potem spet naprej samci, ampak ta osnovni sistem je takšen, sprav. Samci in samice se prekrivajo, medtem ko živali istega spola se pa v prostoru izključujejo bolj ali manj. Zdaj, leopard je tako kot mnoge druge velike mačke, so zelo primerna vrsta za proučevanje recimo predacije, se pravi lova in kako uporabljajo potem svoj plen.
zato ker vse te vrste, ki lovijo plen, ki je večji od njih, ga ne morejo takoj zaužiti. Ponavadi traja tam nekje 3-4 dni, recimo nek leopard poje antilopo ali pa ris, da poje srno, ne? In zaradi tega, če imamo mi te živali na ovratnicah, se tvorijo take gruče GPS lokacije, sprav lahko potem zelo preprosto rečemo, aha, tukaj je pa ta žival nekaj ujela zdaj, gremo na teren in potem najdemo ostanke tega plena. In to delamo recimo zdaj zelo intenzivno za leoparde, skupaj smo zdaj, že bi smo malo zastareli podatki, mislim, da je že preko 250 klastrov, ki smo jih obiskali, našli ostanke plena in tukaj spodaj je potem ta struktura njihovega plena. Vidimo, da so 3 glavne vrste, to je oryx oziroma pasana, približno tretjino prehrane predstavlja, potem svinja bradavičarka, slabo tretjino in pa nekje petino potem še kudu, ostale vrste pa bistveno manj. Zdaj, kar nas zanima tukaj je tudi, kako uporabljajo svoj plen leopardi. Za ta namene jih spet odlavljamo v take zabojne pasti, opremimo s telemetričnimi ovratnicami, ki nam potem omogoča, da najdemo ostanke plena, ne? In pol te ovratnice zdaj tako programiramo, da bi se vsako jutro pošlje lokacije, kjer se je po noči leopard gibal, in če opazimo, da se je po noči leopard ustavil, kar kaže to, da je nekaj ujel, gremo potem lahko takoj naslednji dan na teren in poskušamo najti ostanke plena. Tam potem namestimo avtomatske kamere in pa tudi take avtomatske snimalnike zvoka, ki ves čas snimajo zvok, in potem lahko spremljamo to potek te konzumacije. Zdaj ena stvar, ki nas je zelo presenetila, ko smo s tem začeli delati in v kar se zdaj tudi bolj natančno osredotočamo, je to, da opažamo, da se z istimi ostanki plena hrani večje število leopardov. Recimo, en tak primer, to je na levi ta naša samica, ki smo jo opremili s telemetrično ovratnico, Ilja tega oryxa, in pol v naslednjih dneh se ni samo ona hranila s tem oryxom, ampak smo recimo opazili tudi tega velikega teritorialnega samca, tudi na sredini, in pa tudi eno mlajše žival, to ne vemo, ali samca ali samica, ki se prav tako hranijo z istim oryxom. In to smo na bistvu skoraj 1/3 plenov zdaj že zaznali, da se več leopardov hrani z istim plenom. Tukaj vidimo en primer, so celo hkrati bila 2, ne? Tale velik samec se hrani, to je pa en drug leopard, ki je šel pravno mimo. In tukaj nas zanima tudi, kako oni komunicirajo to med sabo, ne? Ker da bi se po naključju toliko plenov najdlo, skoraj ne verjamemo. Tako da sumimo, da mora biti neka komunikacija in zaradi tega zdaj nastavljamo te snemalnike zvoka, ker nas zanima, ali se kličejo med sabo. Tako da to upamo, da bomo v kratkem lahko ugotovili. To bomo naslednje leto nadaljevali s temi analizami. Pol gepard, to v bistvu z leopardi se zdaj ukvarjamo mi 7 let nekje, tukaj na tem območju v Namibiji, medtem ko na gepardih pa projekt traja zdaj že več kot 20 let. Več kot 200 živali je bilo opremljenih s telemetričnimi ovratnicami, to sem v okviru tega nemškega inštituta ISW. In taka velika količina podatkov in dolgotrajno spremljanje so omogočili, da smo mi šele pred kratkim spoznali, kakšen zares teritorialni sistem je pri tej vrsti, pri gepardih, ki se kaže, da je bistveno drugačen kot tega, recimo, kar smo prej videli pri leopardih, ki je tipičen za večino mačka, ne. Pri gepardih, kar smo opazili, je to, da očitno so te teritoriji, tukaj so te osrednji deli prikazane te sliki, se pravi, vsako barvo je teritorij drugega gepardega samca oziroma koalicije, in kar je zanimivo, da tukaj se te teritoriji ne stikajo med sabo, ampak v bistvu je med njimi neke take vrste nikogaršnje zemlje, območja, ki ga nobena teritorialna skupina ne uporablja. Tam živijo sicer samice in pa mlajše koalicije, ki še niso teritorialne, tako imenovani floaterji, ampak je tam raba prostora bistveno manjša kot znotraj teh teritorijev, ki jih tudi vsi drugi gepardi obiskujejo, ne. To so pogosto vezane na ta drevesa, ki jih uporabljajo za markiranja, tam tej sliki, recimo vse ena taka, vidite te poti med temi drevesi, zelo intenzivno uporabljajo. No, potem, ko smo to ugotovili, smo rekli, da je bilo pa zdaj zanimivo uporabiti to znanje za preprečevanje konfliktov, ker tako kot pri leopardi, tudi gepardi občasno plenijo domače živali, to so predvsem teleta, govedi, in smo zato pristopili k nekaterim lastnikom farm in jim predlagali, glejte, mi zdaj vemo, da v tem delu vaše farme je ta del, ki je teritorij, ki ga zelo intenzivno uporabljajo, medtem ko en del farme je pa izven je pa na tej nikogaršnji zemlji in zelo verjetno so tam gepardi predvsem manj prisotni, ne. In smo predlagali, dajte vi potem ta del svojih čred, kjer imate tudi teleta, ne, ki so v bistvu bolj občutljiva za plenjenje strani gepardov, dajte jih predstaviti v te dele
svoje farme, kjer je izven teh osrednjih teritorijev. No. In kar nekaj teh lastnikov je poslušali ta nasvet, so poskusili in tukaj lahko vidite rezultate. Se pravi, to je povprečno število domačih živali, ki so gepardi uplenili pred začetkom poskusa, se pravi, poskus je začel tukaj v letu nič. Predtem tam nekje okoli 15-16 povprečje na farmo uplenjenih živali na leto, se pravi, to so izgube. In potem je padlo večinoma na nekje med nič in pa 2 živali, samo še ne, povprečje 80% zmanjšanje. To se kaže, to je preprosto, ne, ukrep kot zelo učinkovitega, seveda je odvisen pa od tega, da smo spoznali, kako dejansko deluje ta teritorialni sistem te vrste, kar se poprej ni vedeli, tako da, ja, kaže pa eno to, kako so lahko te čisto bazične raziskave lahko pomembne potem z vidika upravljanja. Ok, to so bile informacije o vsaki vrsti posebej in pa njihovih znotraj vrstnih interakcij. Zdaj, kot rečeno, ta projekt, ki trenutno poteka, je pa zelo osredotočen na te medvrstne interakcije, se pravi, kako gepard in pa leopard vplivata eden na drugega. Tukaj smo še predvsem na začetku, podatki zdaj so večinoma že zbrani, ampak še nismo analizirali, tako da, gledajte, kaj dosti zaenkrat ne morem še predstaviti. Zdaj, kar se kaže, je, da obe vrsti lahko uporabljata, ista tudi recimo drevesa za markiranje. To je trenutno ena raziskava, ki poteka v okviru enega doktorskega študenta, Nika Šabederja, ki pri nas dela, podeluje te analize. In zdaj se je že kazalo ponekod, recimo, da prihaja očitno do izogibanja tistih dreves, kjer so leopardi, ki so bolj dominantni, se jim gepardi lahko izogibajo. In tudi v prostoru, zdaj poskušamo čim več teh leopardov opremiti z ovratnicami na območjih, kjer imamo tudi geparde na ovratnicah, in se že kaže, da prihaja do izogibanja v prostoru, bistveno bolj kot recimo smo to opazili med divjo mačko in pa evrazijskim risom, kar je verjetno povezano tudi s tem, da so to vrste, ki so bistveno bolj konkurenčne, ker plenita podoben plen, recimo plenske vrste geparda so podobne kot pri leopardu. Je pa tudi prihaja do določenih razlik v naravi prostora, sem že prej omenil, gepard bistveno bolj nižinski kot pa recimo leopard, ki pa tudi lahko nižine uporablja sicer. Ampak kot rečeno, tukaj kaj več, za kaj bolj natančne rezultate bomo morali še počakati kakšno leto, da bo vse to analizirano. Tako pa bi se preselili že kar na novo območje, to je Mongolija, konkretno gorstvo Altaj, tukaj na meji z Kitajsko, Kirgizistanom, Kazahstanom in pa Rusijo. Tukaj živi pomembna populacija snežnih leopardov, to je vrsta, ki je izrazito gorska, enako kot ta druga, taka malo hecna mačka, z zelo dolgim kožuhom, spet priložena na to gorsko razmerje, to je Manul, znan tudi kot Palasova mačka. Obe sta v bistvu specialista za ta gorska območja. Če najprej predstavim snežnega leoparda, velikost nekoliko manjša od navadnega leoparda, ki smo ga prej spoznali, se pravi, odrasle živali tam nekje do 50-40 kg, samicah oziroma samicah. Domači okoliši, podobne velikosti, nekje večinoma nekaj 100 kvadratnih kilometrov, odvisno tudi predvsem od produktivnosti okolja, kar potem imamo gostote tam recimo nekje okoli, večinoma med 1 pa 3 živali na 100 kvadratnih kilometrov. Kot rečeno, gre za gorskega specialista, nekak nadmorske višine, kjer ga dobimo je od 1000 do 5500 metrov, optimum je pa tam nekje med 3000 pa 4500 metrov nadmorske višine. Glavni plen so mu parkljarji, predvsem razne vrste divjih koz in divjih ovc, recimo argali, sibirski kozorog in podobno. Gre za ranljivo vrsto, ocena svetovne številčnosti je nekje 3000 živali, je pa res, da je ta ocena tako, treba za rezervo imati, ker do zdaj so bili v bistvu snežni leopardi raziskani na res zelo, zelo majhnem delu njihove razširjenosti, samo na par procentih je bilo kakšnakoli raziskava narejena, tako da se v bistvu samo sklepa na podlagi ekstrapolacij, kje drugje, kakšne so gostote drugje, in ko bom kasneje prikazal, v bistvu zelo verjetno ta ocena precenjena. Druga vrsta Manul, oziroma Palasova mačka, bistveno manjša, nekje velikosti naše divje mačke, mogoče nekoliko večja v povprečju, zaradi tudi domači okoliši, predvsem manjši kot pri snežnem leopardu, 10 do 200 kvadratnih kilometrov po dosedanjih raziskavah. Posledično so gostote precej večje, vidimo tukaj pogosto nekje okoli 10 posameznikov na 100 kvadratnih kilometrov.
Nadmorske višine so nekako podoben pas ozema, tudi optimum tam nekje okoli 3000-2000 kvadratnih kilometrov. Plen je drugačen, to je vrsta je manjša, spet lovi živali manjše od sebe, to so predvsem žvižgači, pikas po angleško, če poznate, to je ena skupina zgledov, ene miške, so v bistvu sorodniki zajcev, potem plen tudi svizce, razne glodavce, so gluharice, miši in pa druge male sesalce, globalno je pa tretiran kot neogrožen. To je tipičen habitat obeh teh vrst, se pravi gorska območja na velikih nadmorskih višinah, kar seveda precej otežuje terensko delo, kar tudi razlog, zakaj so ti vrsti do zdaj zelo slabo reiskani bili. Drug problem pa še je, da za raziskave oziroma monitoring je najboljši čas zima, ker takrat se obdobje parjenja, se živali najbolj gibljejo, tako da jih je precej težko zaznavati. Je pa tudi to, ker je v bistvu dokaj veliko revolucijo so povzročili ta razvoj avtomatskih kamer, fotopasti, predvsem v zadnjih letih, ki nam omogoča potem spremljanje teh vrst, samo mi namestimo te kamere in potem nam ni treba biti v teh odročnih predelih, prijemo samo pobrati kamere in potem zberemo podatke. Tako to tudi delamo zadnjih 5 let v sodelovanju z Univerzo v Ferencah in pa muzejem v Trentu in pa tudi lokalno nevladno organizacijo Green Initiative, ki tudi mongolsko-italijanska naveza. Terensko delo izgleda tako, da gremo z avtom, dokler se da, včasih dela več, včasih manj. Reke so načeloma najboljša prevozna pot, je pa težava, ko vsakrat včasih se ti odre noter in potem lahko gre tudi cel dan, da tak avto ven dobimo. So pa ti avti tako, čeprav hecno izgledajo, so kot tanki, ker sem presenečen, kako daleč pridejo. In podvali, se gre, koliko daleč se gre z avtom, potem pa peš dalje, tako da nekako delamo 1 do 2 vzpona na dan, poskusimo 2 do 3 kameri namestiti, tudi to so odprave, ki trajajo vse skupaj nekje 2-3 tedna, pustimo kamere na terenu 3 mesece, potem se pa vrnemo jih pobrati in zberemo podatke. Do zdaj smo upravili 4 ekspedicije, nažalost v zadnjih 2 leti smo jih mogli odpovedati zaradi korona razmer, se je Mongolija v bistvu se zaprla popolnoma, ni moč priti v državo. Ampak vseeno smo zdaj obdelali te podatke, smo izkoristili to priložnost in se je pokazalo, v bistvu so razlike v gostotah, čeprav vsem tem območju, sproti območje Altaja, je bil tretiran prej kot nekako dobre razmerje, ki naj bila ugodna gostota teh populacij. Podatki so pokazali, da na 2 območjih, predvsem Sutaju pa Krogserku, so dejansko nekaj tako smo pričakovali, tam nekje ranga 1 do 2 snežna leoparda na 100 kvadratnih kilometrov, medtem ko recimo v Tavambogdu, ki je sicer najvišji del Mongolije in je bil nekako tretiran vedno kot eden izmed najboljših predelov za to vrsto v državi, se je izkazalo pa, da bi snežni leopard praktično že izumrl tam, kar kaže to, da moramo biti res previdni, ko ekstrapoliramo te podatke. Poleg samih gostot poskušamo tudi ugotavljati, kaj vse vpliva na pojavljanje snežnih leopardov. Recimo en tak pomembnejših prediktorjev je naklon, to je ta graf, ki kaže, da je večji, ko so nakloni, še posebej, ko tam pridemo nekje nad 25-30 stopinj, je potem verjetno, da bo tam pojavil se snežni leopard bistveno večja, kar nekako je znano tudi iz prejšnjih raziskav. Pomembno je pa tudi motnja s strani človekov, se pravi, tu vidimo odziv funkcije, spet pogostost pojavljanja, verjetnost pojavljanja snežnega leoparda glede na odvisnost od najbližje jurte, tam so predvsem rejci živine, ki živijo, vidimo, da se verjetnost povečuje. No in tudi splošno, kar so kažejo zaenkrat analize, je to, da je predvsem živinoreja tista, ki ima največji vpliv na to vrsto, in ta vpliv predvsem narašča v zadnjih letih. Tukaj so podatki o številu predvsem koz in pa splošno drobnice, ki se v zadnjih letih eksponentno narašča, kar je predvsem posledica tega, da je vedno večje globalno povpraševanje po kašmirju, ta posebna vrsta volne, ki se privajo iz te pasme koz, ki živijo na teh velikih nadmorskih višinah, in to se število drobnice v teh predelih res močno povečuje v zadnjih letih, ko danes imamo v bistvu praktično povsod drobnico že, ker se ne bi mislil, da bi kadarkoli lahko bila v teh najbolj strmih predelih, ki so pa hkrati najpomembnejša, smo videli za snežnega leoparda. In to se kaže tako na izpodrivanju divjih parkljarjev,
recimo sibirski kozorog in tem naše območje najpomembnejša plenska vrsta za snežnega leoparda, enako tudi pri argalju, se pravi, kjer narašča število drobnice, se zmanjšuje gostota kozorogov oziroma se te umikajo prostorsko in temu seveda sledijo tudi snežni leopardi, ki so zelo vezani na te plenske vrste, se pravi, posredno drobnica očitno izpodriva tudi snežnega leoparda, medtem ko recimo nasprotno volk se ne izogiba domačim živalim drobnici, dejansko ga privlači, še posebej, kadar so stran od naselij, iz razumljivega razloga, ker tudi sam pleni, potem se pomemben del prehrane volkov, recimo na tem območju so domači živali, ampak dolgoročno verjetno to za volka ne bo toliko dobra novica, ker posledica teh škod, ki jih povzročajo, potem pa odziv lastnikov rejcev, ki potem preganjajo oziroma ubijajo te plenilce, ki jim povzročajo škodo. No, poleg drobnice lahko snežni leopard pleni tudi večje vrste, recimo tukaj smo opazili v letu 2019, vidite odraslega jaka, kar bi eden prvih primerov sploh, da smo opazili, da lahko tako veliko žival pleni. Odrasel jak ima tam nekje 200-250 kg, je bila ta žival, snežni leopard sem rekel nekje do 50 kg, to je skoraj 5-krat večji od plenilca, kar je zelo verjetno na zgornji meji tega plenilca. No, kar sem tukaj opazili na tega jaka, smo potem nastavili kamero in je bilo zanimivo, da smo tudi pri snežnem leopardu opazili, da ne samo, da se je vrnil tale plenitelj, to je na levi sliki, ampak je prišel tudi drug snežni leopard. To, če opazite, če primerjate med sabo vzorec kožuha, vidite, da gre za drugega samca, kar tudi kaže to, da mogoče prihaja do deljenja plena, enako kot smo pri navadnem leopardu že opazili, ampak tukaj je zaenkrat vzorec 1, tako da je dosti težko reči, je pa definitivno to ena priložnost za bodoče raziskave, bilo zanimivo pogledati. So pa tako kot pri nas, ko v Afriki, kjerkoli po svetu, sistemi ostankov plena hranijo tudi mnoge druge vrste, recimo klepno krokarja, lisico, to so te tipične kleptoparazitske odnosi, ki so prav tako pri snežnem leopardu še zelo, zelo slabo raziskani. Bilo pa verjetno smiselno temu več pozornosti naprej posvetiti. Potem pogledamo še odnose med snežnim leopardom in pa to drugo mačko, manulom. To je ena analiza, ki smo naredili v bistvu znotraj celotne združbe sesavcev na tem območju, ampak za nas je zanimivo predvsem te interakcije med obema vrstama mačk. To je spet en indeks, ki kaže na izogibanje, to je označeno z modro, oziroma da se vrsti privlačita, to je označeno z rdečo. Vidimo v tem primeru manul in pa snežni leopard vrednost spet okoli nič, kar kaže, da praktično se ne izogibata, da se gibljete v prostoru neodvisno eden od drugega. In enako kaže tudi časovno aktivnost, to spet za vse te vrste, kdaj so aktivne v času, se pravi od polnoči preko sredine dneva do druge polnoči. In spet pogledamo obe te dve vrsti, vidimo vzorec aktivnosti je zelo, zelo podoben. Zmanjšana aktivnost sredi dneva, višje aktivnosti predvsem zvečer in pa proti jutru, pri obeh vrstah spet kaže tudi, ne samo, da se prostorsko ne izogibata, tudi časovno vzorec imata praktično identičen, kar kaže spet na nizko stopnjo izogibanja oziroma kompeticije, kar je pričakovano, kot smo rekli, tudi pri teh vrstah sta plenski bazi precej drugačni. Še ena stvar, ki jo raziskujemo v zadnjem času precej, je markiranje, kot sem že prej omenil, pri mačkah pa riso, tudi snežni leopard markira na podoben način, s tem, da ima on poleg drgnjenja in pa špricanja urina še to vedenje, da izkoplje jamice. Tukaj vidite na tleh tako jamico z zadnjimi nogami, kar je zelo fino potem na terenu, ker ti lahko v pesku v bistvu najdeš take jame in jih s tem prepoznavaš. In zdaj recimo raziskujemo, koliko je to uporabno, koliko kolerira število teh jamic, ki jih najdemo na takih mestih z obiskovanjem teh mest strani snežnega leoparda, kar bi lahko potem bil zelo pomemben pokazatelj, predvsem za monitoring pa nadaljnje raziskave. Tako da, to so podatki, so že zbrani, so pa tudi še v analizah. Ok, in še zadnje območje, se preselimo v tropske gozdove, jugovzhodna Azija, predvsem po teh otokih v Indoneziji, kjer živi, na nekaterih je še preživel tiger, predvsem na Sumatri, in pa tam sobiva v precej pestri združbi teh manjših tropskih mačk.
Preiskovali smo jih tudi na Borneu. Še najprej pogledamo tigra, spravo največja mačka, s tem, da je ta sumatranski tiger v bistvu pa najmanjši med vsemi tigri. Tigri so tam največje živali, tudi precej preko 250 kg lahko, samci, medtem ko te sumatranci so pa v tem bolj nižjem rangu, se pravi tam nikoli nad 100 kg, oziroma samice lahko tudi pod 100 kg tehtajo. Domači okoliši zelo raznoliki, v tropih so lahko zelo majhni, par 10 kvadratnih kilometrov, medtem ko v predvsem teh bolj severnejših predelih, recimo v Amur na robu Sibirije, lahko tudi po 1000 kvadratnih kilometrov. Plen so parklari, normalno, gre za veliko mačko, ne. Lahko plen tudi manjši plen, vendar ponavadi je to v manjšem obsegu. V splošnem gre za ranljivo vrsto, globalno, par tisoč osebkov cena, mislim tam nekaj 4 do 5 tisoč po zadnjih ocenah, medtem ko je pa ta sumatranski tiger, ki je svoja podvrsta, je pa opredeljen kot kritično ogrožen, se pravi ta najvišji rang ogroženosti. Ocene številčnosti niso prav dobre, ampak nekje se skleva par 100 osebkov, da je še preživela na Sumatri. Potem prva oziroma največja od drugih vrst mačk, s katerim sobiva, je dimasti leopard. Tukaj so samci težki tam okoli 20 kg, je pa pri tej vrsti izrazit spolni dimorfizem, samice so skoraj polovico manjše, so pa tam okoli 10 kg. Kaj je zanimivo pri tej vrsti, ima zelo dolge podočnike, pena lubanja, zato je danes edina vrsta, ki ima podočnike, da segajo preko spodnje čeljusti. Mogoče je to potencialno, če bo vrsta preživela, lahko sčasoma se razvila v novo vrsto sablezube mačke, ki so drugače izumrle. Se pa ne ve čisto točno, zakaj uporablja, zakaj rabi tako dolge podočnike. Kar se plena tiče, precej slabo raziskana, samci najbolj lovili predvsem kopitarje, medtem ko samice so pa očitno specializirane na opice, ampak število podatkov tukaj je precej majhno zaenkrat. Domači okoliši so tam par 10 kvadratnih kilometrov, gre pa za arborealno vrsto, spravo vrsta, ki živi precej časa preživi na drevju, predvsem samice, zato so verjetno lažje in pa tam tudi mogoče, da lovi primate, gre pa tudi za ranljivo vrsto. Pa še 3 nekoliko manj znane vrste, manjše teh tropskih mačk, še bolj na hitro skozi. To je marmornata mačka, tam nekje velikosti naše divje mačke, zelo slabo raziskana, zelo malo se ve za njo. Gre pa tudi za arborealno vrsto, živi po drevesih, zato ima tudi ta dolg rep, ki pomaga pri gibanju po vejah. Plen se sklepa, so predvsem glodavci, ptiči in pa plazilci, gre pa za potencialno ogroženo vrsto, near threatened. Potem je bengalska mačka, tudi podobne velikosti naše divje mačke, gre za generalista, zelo prilagodljivo vrsto, bomo kasneje videli, nekoliko boljše raziskano, ker je bolj pogosta. Plen so predvsem glodavci in pa žužkojedi, domači okoliš podoben kot naša divja mačka, tam nekaj kvadratnih kilometrov, nekaj 10 kvadratnih kilometrov, gre za neogroženo vrsto. In pa še tretja, oziroma 5. od vseh skupaj, ki sobiva recimo na Sumatri, je pa še ena izredno slabo raziskana mačka, Temjankova zlata mačka, nekoliko večja, so velikosti nekje iberskega risa, tam malo čez 10 kg. Vemo, da obstajata 2 obliki, najbolj taka rdečkasta, druga je pa bolj siva in pegasta. S čim se prehranjuje, v bistvu ne vemo prav dobro, ker je zelo malo podatkov, tisti par ostankov plena, kar se je našlo, so bili učimo glodavci, opice, pižmarji, to so taki majhni kopitarji, pa ptiči in plazilci. Gre pa tudi za potencialno ogroženo vrsto. Zdaj, torej skujemo predvsem spet fotopasmi, to na Sumatri je bil glavni vir podatkov, medtem ko smo na Borneu uporabljali tudi telemetrijo, predvsem za dimastega leoparda, smo lovili take zabojne pasti, enako kot risa ali pa leoparda. Medtem ko to leopardjo mačko smo tudi najprej poskušali s takimi manjšimi zabojnimi pastmi, pa ni tako dobro delalo in pa smo v končni fazi kar uporabljali take mreže, ker se pojavljajo v precej velikih gostotah, tako da najprej zaslepiš z lučjo in potem na parkrat uspelo se toliko približati, da smo lahko pokrili s to mrežo in jo potem lahko spet uspavamo in opremo s telemetrično vratnico. Zdaj, predvsem na Borneu je zelo velik problem, to verjetno poznate, krčenje gozdov, predvsem zaradi plantaž za namenjene pridobivanju palmovega olja, to sta gojena vrsta palme in s tem izgubamo velike habitate, kar je velik problem za večino vrst, vključno recimo z dimastim leopardom, medtem ko recimo ravno ta bengalska mačka
se je pa precej dobro prilagodila in se je trudno pojavila, opažamo v teh nasadih, teh plantažah, celo v večji gostoti kot pa v naravnih gozdovih. To je zelo verjetno posledica tega, da je tukaj zelo veliko podgan, ki se je prilagodila in jih lovi, hkrati pa je bil praktično v teh plantažah skoraj vedno izgine dimasti leopard, ki je nekako močnejša, večja vrsta in nekako se sprosti potem tega pritiska od zgoraj navzdol s strani večjega plenilca, tako zelo verjetno to potem omogoča. Ker dejansko v teh plantažah hodiš naokoli po noč z lučjo in vidiš precej velikih gostotah lahko te vrste. Prav, nekatere vrste bodo pridobile, ampak velika večina pa na veliko izginja, oziroma lahko nekatere so že izumrle ponekod zaradi krčenja teh gozdov. Potem tudi tukaj, to je konkretno zdaj Sumatre, smo na podlagi podatkov iz fotopasti pogledali, kakšno je izogibanje v času med posameznimi vrstami, se pravi, katere vrste se prekrivajo, katere vrste se izogibajo. In kar smo opazili, recimo, če primerjamo dve največji vrsti, to je tale graf, prikazuje z sivo črto je aktivnost tigra, vidimo dokaj dnevno aktiva, predvsem nekje tam višek, ki je v bistvu sredi dneva, pa še dva taka manjša viška proti večeru pa zjutraj, medtem ko dimasti leopardi pa skoraj nasprotno, je pa višek sredi noči, ko so tigri najmanj aktivni, sredi dneva, ko je tiger najbolj aktiven, pa dimasti leopard se ne giblje. Tukaj je vedno težko sklepati dejansko kauzalnosti, se pravi, a je en vzorec posledica druge vrste, ampak je nek indic, se kaže, da bi tukaj lahko šlo za izogibanje v času med tema vrstama, ki so se najbolj podobna. Medtem ko zanimivo, recimo, če primerjamo tigra pa marmornato mačko, je pa skoraj enak vzorec, obe sta dokaj dnevno aktivni, močno se prekrivata. In kar sklepamo je tukaj v tem primeru, recimo, gre za to, da tiger lahko verjetno vplemi marmornato mačko, ampak ker je marmornata mačka bistveno bližje po velikosti dimastemu leopardu, je verjetno za njo pomembnejše, da se izogiba dimastemu leopardu. In zato je mogoče prilagodila to dnevno aktivnost, da se izogiba tej večjemu konkurentu in je raje aktivna, recimo, kot tudi tiger. Leopardja mačka je najmanjša v bistvu teh, se mogoče spet zdaj izogiba te nekoliko večji marmornati mački, ampak to je mogoče spet že precej velika domneva, težko je kauzalnosti tukaj sklepati, ampak so določeni vzorci, ki se kažejo v splošno v to smer, da bolj, ko so si podobne po velikosti mačke, bolj se izogibajo v njihovem vzorcih aktivnostih, medtem bolj, ko so si različne, manjše to izogibanje. Zdaj mislim, da sem že kar dolg, tako da bi počasi zaključil. Zdaj, kot rečeno, te raziskave še potekajo, mnogi rezultati so še precej preliminarni, tako da nekaj hudih zaključkov se ne bi upal delati, ampak kar se zaenkrat kaže, kar opažamo pri vzorcu je, da kadar imamo recimo dve vrsti mačk, ki sta si po velikosti dokaj različni, posledica tega, da so njuni ekološki niši, pogosto tudi recimo plen, precej različni, manjši tekmovanjost. Tukaj je potem bistveno lažje sobivanje in tudi izogibanje v prostoru se kaže nekaj dosti. Recimo to opažamo, zdaj smo videli recimo tigra pa marmornato mačko, enako je pri uralskem risu divjo mačko, snežni leopard in manul, te velika velikost očitno olajša sobivanje, medtem ko če imamo dve vrsti, ki sta si bolj podobni po velikosti, tukaj počne konkurenca bistveno večja in prihaja potem do izogibanja, oziroma v nekaterih primerih opažamo tudi popolnoma izključevanje v prostoru. Recimo pri iberskem risu pa divje mačke smo zaenkrat to najbolj intenzivno videli, do določene mere tudi recimo med gepardom pa leopardom. Na tem mestu bi zaključil, bi se vam zahvalil za vašo pozornost. Seveda še enkrat se zahvaljujem tudi vsem financerjem, vključno z glavnim financerjem Intermuca, to je meni že ta slovenska agencija za raziskovalno dejavnost RRS. Seveda bi se pa zahvalil celotni ekipi, za take raziskave si lahko predstavljate potek, tukaj precej ljudi vključenih, ki pomagajo tako s terenskim delom, kot potem z analizami, laboratorijskimi analizami, statističnimi obdelavami podatkov. Tukaj je en del slovenske ekipe na sliki, sodelujemo pa tudi z mnogimi drugimi partnerji. V Sloveniji bi izpostavil Zavod za gozdove pa Živalski vrt Ljubljana, potem pa tudi 3 tuje partnerje,
predvsem že omenjeni IZW, s katerim sodelujemo predvsem v Namibiji, potem CBO iz Portugalske, sodelujemo v 3 raziskavah na Iberskem risu, in pa University of Illinois v Združenih državah Amerike. Vidim pa, da sem pozabil dati še logo te italijanskih partnerjev, kot sem že omenil, je muzej v Trentu, potem univerza v Ferencah in pa nevladna organizacija Green Initiative iz Mongolije.